Lep pozdrav. Amnesty International v letnem poročilu opozarja tudi na položaj Romov v naši državi. Marca letos smo v Amnesty International objavili tudi posebno poročilo z naslovom Sporedna življenja, v katerem opozarjamo na slabe nastanitvene razmere Romov v jugovzhodnem delu Slovenije. Poročilo obravnava vrsto povezanih kršitev človekovih pravic, diskriminacijo Romov, pomanjkanje dostopa do pitne vode, pomanjkanje pravne varnosti nastanitve ter neustrezen sistemski okvir boja proti diskriminaciji na državni ravni. Po uradnih podatkih na jugovzhodu države slaba tretjina romskih naselij nima ustreznega dostopa do pitne vode. Voda je človekova pravica in nedopustno je, da dan danes naši sodržavljani živijo med nami brez vode. Nekatere romske družine imajo na voljo celo manjše količine vode, kot jih zahtevajo mednarodni standardi v primeru humanitarnih kriz. Nekatere družine na dan lahko zberejo le od 20 do 30 litrov vode, ki jo uporabijo za pitje, osebno higieno in kuhanje. Zbirajo jo na oddaljenih mestih, včasih celo iz onesnaženih potokov, kot recimo v Škocjanu ali v Ponovi vasi v Grosuplju. Romi so zaradi številnih dejavnikov in diskriminacije prepogosto obsojeni na življenje v izoliranih naseljih. Številni živijo v slabo grajenih in prenatrpanih barakah, večkrat brez vode, sanitarij in elektrike. Živijo daleč od zdravstvenih storitev, šol, delovnih mest in trgovin. To vpliva na njihovo celostno eksistenco, od zdravja do izobraževanja otrok in možnosti zaposlitve. Romi, ki živijo v neformalnih naseljih, tudi ne uživajo pravne varnosti nastanitve. Številni ne vedo, kaj se bo z njihovimi domovi zgodilo v prihodnosti in ne poznajo načrtov urejanja romskih naselij. Oblasti vsebinskih pogovorov z Romi glede tega pogosto sploh nimajo. Zaradi tega Romi v številnih naseljih živijo v strahu pred izselitvami, s skopimi informacijami o možnostih, ki so jim na voljo, čeprav so država in občine odgovorne za ustrezno nastanitev romskih skupnosti. Romi se pogosto soočajo tudi s težavami pri pridobitvi neprofitnega najemnega stanovanja ali stanovanjskih subvencij. Prav tako pa ne morejo legalno izboljšati svojih trenutnih bivališč, saj ne morejo pridobiti potrebnih dovoljenj. Amnesty opozarja tudi na neustrezen sistemski okvir boja proti diskriminaciji na državni ravni, saj ne obstaja državni varstveni mehanizem naslavljanja, preventive in sankcioniranja diskriminatornih praks. Posledice tega najbolj čutijo žrtve diskriminacije, ki dejansko nimajo na voljo niti učinkovitih pravnih sredstev, niti učinkovite pomoči. Oblasti bi morale glede položaja romske manjšine delovati usklajeno in celostno na vseh področjih. Pomembno je z nastanitvenimi razmerami in diskriminacijo povezano področje izobraževanja, kjer je šolsko ministrstvo storilo pomembne korake naprej, recimo z uvedbo romskih pomočnikov preko Zveze Romov Slovenije, z uvedbo možnosti tutorstva in mentorstva preko Romskega akademskega kluba in predvsem z outreachom predšolske vzgoje in izobraževanja preko Inštituta za narodnostna vprašanja. Delo še zdaleč ni končano. Šolski uspeh romskih otrok ostaja katastrofalen, saj recimo lani na osnovni šoli Leskovec pri Krškem zaradi neobiskovanja kar 13 od 22 romskih prvošolčkov ni napredovalo v drugi razred. Obžalujemo tudi, da drugi resorji ne sledijo temu, da nima v vladnem programu ukrepov za Rome 2010-2015 ne najdemo vsebin skupnost usmerjenega policijskega dela, niti nobenih ukrepov mreže socialnega varstva. Ukrepi področji zaposlovanja in zdravstvene varnosti so zgolj navedbe že obstoječih, nezadostnih mehanizmov. Če vladni resorji ne bodo celostno in celovito naslovili tematike, bo napredek omejen. Povedano drugače, še tako inovativni ukrepi šolstva ne bodo obrodili sadov, saj otroci brez elektrike in vode po zimi doma v temi ne bodo mogli delati nalog ali se pred obiskom pouka umiti. Amnesty International glede na navedeno poziva slovenske oblasti naj v vseh neformalnih naseljih takoj zagotovijo ustrezno preskrbo vsaj minimalno količino vode za osebno in domačo rabo ter osnovno komunalno infrastrukturo, zagotovijo varnost uživanja bivališča vsem prebivalcem romskih naselij, vključno s pravno ureditvijo naselij, ker je to mogoče, in prebivalcem v dogovoru z njimi ponudijo alternativne možnosti nastanitve, odpravijo diskriminacijo, s katero se pri dostopu do nastanitve soočajo Romi in zagotovijo učinkovita pravna sredstva žrtvam kršitev človekovih pravic. In nazadnje, glede položaja romske manjšine nastopajo celostno, celovito in povezano, hkrati na področju bivanjskih razmer, takojšnjega dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike, šolstva, zaposlovanja, mreže socialne varnosti, skupnost usmerjenega policijskega dela, vse skupaj s ciljem sožitja in sobivanja v večkulturni družbi.